Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Četrtkovi večeri so na televiziji NET rezervirani za zdravstvene nasvete. Tudi nocoj smo za vas pripravili zanimivo temo z področja zdravstva, saj boste lahko izvedeli vse in še več o bolečinah ter paliativni oskrbi. Ker oddaja poteka v živo, nas boste lahko tudi poklicali in moji gostji zastavili kakšno vprašanje o temi, ki jo bomo nocoj obravnavali. V našem studiu prijazno pozdravljam gospo primariko, docentko doktorico Nevenko Krčevski-Škvarč, doktorico medicine, specialistko anesteziologije iz ambulante za zdravljenje bolečin in paliativno oskrbo UKC Maribor. Dober večer. Večer. Vesela sem, da ste se odzvali povabilu. Kot sem povedala že uvodoma, bomo nocoj govorili o bolečinah, pa bi vas za začetek prosila, da nam na kratko pojasnite, kaj pravzaprav bolečina je. Bolečino dejansko lahko opiše vsak na svoj način, vendar obstaja ena vsesplošna definicija in ta je, da je bolečina izjemna neprijetna osebnostna izkušnja, ki je povezana z okvaro, poškodbo tkiva ali z opisom v smislu take poškodbe. Ali drži, da lahko ima bolečina tako opozorilno kot tudi zaščitno vlogo? Kako se kažeta ti dve vlogi? Ja, bolečina v stvari ima svojo zaščitno vlogo, ker nas opozori na neko škodo po telo. Recimo, če smo blizu vročega predmeta, odmaknemo se na račun tega, ker začne malo skelet. Recimo, ko imate zlom roke ali noge, pa hočete še naprej enako delati ali hoditi, bolečino opozori, da ne gre in da si lahko narediš večjo škodo, raztrgaš dosti več tkiva ali poškoduješ žile in živce in prisili, da miruješ. Drugače pa je taka bolečina lahko prehodna in jo imenujemo tudi biološka, dok je prisotna v času ozdravitve ali prenehanja kakšnega vnetja v telesu. Če pa ta bolečina ostane potem, pa več nima te zaščitne vloge in jo smatramo za tako patološko bolečino, ki praktično pelje v kronično čutenje te neprijetne izkušnje in lahko škoduje telesu in duhu. Že zdaj ste omenili nekaj teh pojmov, pa vendarle, če se malce ustaviva pri sami klasifikaciji bolečine kot take, kakšna je razlika med fiziološko in patološko? Kot sem omenila, fiziološka je bolečina, ki ima svojo zaščitno vlogo. Ko te zaščitne vloge ni, če predolgo traja, pa jo imenujemo tudi kronična bolečina in ta bolečina več ni fiziološka, ampak je patološka. Kakšna je pa razlika med akutno in kronično? Akutna in kronična bolečina je razdelitev bolečine glede na čas trajanja. Akutna je, ki traja krajši čas in sodi še v tisto biološko zaščitno bolečino in je dokaj dobro tudi obvladljiva. Kronična bolečina pa je seveda nasledek akutne, iz razloga recimo, da jo nezadostno olajšamo ali pa da prihaja do takih sprememb v živčevju za zdravljenje bolečine, ki niso odpravljivi in takšna bolečina traja dlje časa. Pri različnih akutnih stanjih je to obdobje, ko ovrednotimo, da je bolečina že kronična od 2 meseca do 6 mesecev. Ljudje lahko slišijo tudi opredelitev somatska in visceralna bolečina. Zakaj pa gre tukaj? To pa je razdelitev glede lokacije bolečine v telesu. Somatske bolečine so zunanjost telesa, torej mišice, tetive, kosti. Visceralna bolečina pa so bolečine v notranjih organih. Kaj pa nociceptivne, nevropatske in psihogene? Nociceptivna in nevropatska bolečina pa je zopet razdelitev glede na patofiziološki substrat, na kak način se bolečina generira, na kak način nastane. Če nastane zaradi draženja, kar je normalno, pa je to nociceptivna bolečina. Če pa nastane zaradi okvar ali bolezni v samem živčevju za prevajanje bolečine, kar je lahko periferno ali centralno, pa jo imenujemo nevropatska. In če omeniva še preneseno in projicirano?
prenesena in producirana, to je praktično manj ali več isti pojem, ampak pomeni čutenje bolečine na enem mestu telesa, ki ni povezano z okvaro, kjer se bolečina generira, ne. Recimo tipična taka bolečina je bolečina zaradi srčnega infarkta, ko nastane zaradi ishemije v srčni mišici, projicira pa se v ramo pa levo roko. Na isti način se projicira recimo bolečina iz pljuč v vrat ali pa recimo tudi iz jeter, ne, če se jetrna kapsula napenja, se tudi projicira v vratnem predelu. Tako, kot sem povedala že uvodoma, nocojšnja oddaja poteka v živo in nas lahko tudi vi, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, pokličete v živo v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite kakšno vprašanje na temo bolečin. Ja, zanima me, kaj najpogosteje povzroči bolečino oziroma kaj vse jo lahko povzroči. So to vnetja, poškodbe, še kaj drugega? Vnetja, poškodbe vnetja seveda imajo različne vzroke, ne. To je lahko bakterijsko vnetje, gnojno vnetje, lahko je to virusno vnetje, kot recimo pasovec, lahko so to presnovne spremembe, kot recimo pri sladkorni bolezni, pri različnih intoksikacijah, pri recimo čezmejni uporabi alkohola in podobno, ne. Predvsem pa so poškodbe vzrok bolečine, od manjših do velikih, obsežnih, ne. Pa so to različni zapleti na ožilju, ki lahko povzročijo dodatne bolečine in bolezni samega živčevja. In če se na tem mestu dotakneva še same fiziologije bolečine, kako si kaj sledijo posamezne faze od dražljaja naprej? Vi pa hočete zvedeti kompletno medicino od mene. Glejte, tako na kratko. Ja, v redu, bom poskušala razumljivo povedati, čeprav je to zapleten proces. V glavnem, nekaj mora nadražiti živec za prevajanje bolečine, da se začne to prevajanje bolečinskega impulza. In ta prehod od dražljaja, recimo, se porežeš na koži, ne, in zdaj se mora nadražiti ta živec. To je sklop enih kemičnih dogodkov okrog tega živca in prenos na sam živec, ko se aktivira, postane nadražen, imenujemo transdukcija. Potem ta dražljaj potuje po živcu in to potovanje imenujemo transmisija. Potem prihaja do enih zapletenih dogodkov na nivoju osrednjega živčnega sistema, predvsem hrbtenjače in potem seveda v možganih, in to imenujemo modulacija, to je sooblikovanje bolečine. In na koncu pol pride ta dražljaj do možganske skorje in takrat se zavedamo te bolečine, ne, po njeni jakosti, po njeni kakovosti, po njeni lokalizaciji. To pa je percepcija bolečine, zaznavanje bolečine. Tako, hvala, zelo dobro ste povedali. Zanima me, ali je za učinkovito lajšanje bolečine zelo pomembno, da jo pred tem strokovnjaki poskušate čim bolj natančno izmeriti in oceniti, in zakaj je to pomembno? Ja. Za učinkovito lajšanje bolečino moraš opredeliti. Sem sodi ocena bolečine, kar je tudi jakost, kot ste že omenila, vendar ta sama jakost nam ne kaže zadosti. Moramo vedeti tudi kakovost bolečine, kako jo bolnik čuti, recimo včasih kot napade, kot sekanje z nožem, včasih kot vrtanje, včasih kot pekočino, tako da moramo tudi to kakovost ovrednotiti. In pa je še nekaj, zlasti pri kronični bolečini, pomembno, koliko ta bolečina vpliva še na druge življenjske funkcije oziroma potrebe bolnika, recimo koliko moti spanje, fizično aktivnost, sposobnost za delo, koliko ga spravi v depresijo in podobno, ne. To so vse zadeve, ki jih ocenimo pri bolečini in pa se lotimo zdravljenja na vsaki stopnji motnje te ocene. In katere so tiste najpogostejše vrste zdravljenja bolečine? Vsekakor je najbolj pogosto farmakološko zdravljenje, to se pomeni uporaba zdravil, ne. Čeprav to ni zdaleč edini način lajšanja bolečine, pri lajšanju bolečine uporabljamo tudi nefarmakološke metode, to so predvsem fizikalne metode, uporaba toplote, hladu,
potem električne terapije različne in seveda imamo tudi podporne alternativne metode, kot je akupunktura, ki ima svoje mesto pri določenih bolečinskih stanjih, vsekakor ni za vse, ne. Ob tem pa vsekakor treba bolniku dati tudi psihološko podporo in obstajajo psihološke metode zdravljenja, ki so zelo učinkovite, kako se z bolečino poprijeti, ugotoviti, kaj olajša, kaj ojača in da se to lahko izogiba in se človek prilagodi. In v sklop tega sodi tudi praktično en pristop zlasti pri bolečini, pri napredujoči maligni bolezni, da upoštevamo tudi duhovno podporo, socialno in ekonomsko podporo bolniku. Tako da se gleda zelo širok nabor vseh stvari. Ja, zanima me, ali po vaših izkušnjah ljudje vedo, kdaj je potrebno kakšno bolečino, ki se da morda olajšati brez farmakoloških sredstev, kdaj je primerno, da si naredijo hladne obkladke, kdaj tople. Je takrat potrebno poslušati zgolj sebe in svoje občutke ali obstajajo kakšna pravila? Naprimer, pri zvinu se verjetno priporoča kaj mrzlega. Tako, ja. Mislim, da to vsi upoštevajo po izročilu starejših, ki imajo izkušnje, ne, se tudi mlajši tega naučijo in da ko ni učinkovito, vsekakor grejo naprej iskati medicinsko pomoč, ne. Kako pa je kaj uspešno zdravljenje z zdravili? Verjetno so kar dobri rezultati. Rezultati so praktično različni. Sem že omenila, za akutno bolečino je farmakološko zdravljenje zelo učinkovito. Ta bolečina je dobro obvladljiva, vemo, s katerimi zdravili, za katero jakost bolečine in katero kakovost bolečino. Dočim za kronično bolečino ni tako. Pri kronični bolečini je dosti več dejavnikov vpleteno v to občutenje bolečine in samo farmakološko zdravljenje ni vedno zadosti učinkovito. Tako da nekje okrog 50% bolnikov ima lajšanje bolečine, ki je sprejemljivo dobro, polovica bolnikov pa ne. Zlasti, ko gre za nevropatsko bolečino, pa je ta procent celo večji. Kakšni so pa kaj odzivi bolnikov? Se najdejo tudi takšni, ki se bojijo jemati farmakološka zdravila, raje prenašajo bolečino, kot da bi vzeli recimo tableto? Tu je en paradoks, ne. Bolniki ne bi radi prenašali bolečino, bojijo pa se neželenih učinkov zdravil. Ogromno bolnikov prebere listke v škatlici za zdravilo in nekaj jih pride nazaj v ambulanto in pove, da niso uporabljali zdravila, ko so videli, kakšni neželeni učinki so možni. In tu jih vedno treba potolažiti in razložiti, da so to možni, ne tisti, ki se dejansko redno pojavljajo, ne, ampak da so možni in da se dejansko morajo poskušati držati predpisa zdravljenja, ki ga zdravnik po oceni celotnega stanja bolnika predpiše, ne. Sicer pa v lekarni se da dobiti tudi nekaj protibolečinskih tablet brez recepta. Tako. Verjetno ta zdravila tudi niso tako škodljiva, nevarna, kakorkoli. Ta zdravila niso, bi rekla, ne nevarna, ne, ker lahko povzročijo škodo, če jih jemljejo bolniki, ki niso primerni za taka zdravila. To pomeni bolnikovo splošno stanje. Kot denimo recimo jemanje zdravil protivnetnih antirevmatikov, če bolnik se zdravi z zdravili proti strjevanju krvi, taka zdravila ne sme jemati, ne. Ali pa recimo čisto posplošeno najbolj pogosto ta lekadol omenjamo kot navadni analgetik, ki je zelo varen, ne. Ampak za bolnika, ki ima recimo okvaro jeter, je nevaren, ne. Tako da je treba vedeti tudi in mislim, da so v lekarnah zelo dobro informirani in dajo lahko tudi dobre razlage bolniku in izdajo zdravilo, ki je za bolnika varno. Ustrezno. Tako. Že prej ste omenili kronično bolečino, ki velja za dalj časa trajajočo od predvidene in jo lahko razdelimo tudi na nemaligno in maligno.
Tudi s temi pojmi se srečujemo v vsakdanjem življenju, bi jih lahko morda malce pojasnili. Ja, s tem se soočamo, praktično se misli na bolezen, ki je bolečino povzročila, ne. Če bolezen ne rakava, pa govorimo o nemaligni, če pa je bolezen rakava, pa govorimo o maligni. Čeprav sama bolečina po čutenju, ne, po neprijetnosti je lahko maligna tudi taka, ki ni posledica raka, ne, če uničuje telo in duha, ne. Tako. Katera pa je najpogostejša kronična nemaligna bolečina? Ali gre za revmatološko ali katero drugo? Praktično je to okrog 55% bolečine, kronične bolečine sodi na bolečino v mišično-skeletnem sistemu, ne. To so mišice, hrbtenica, sklepi, tetive in te strukture zunaj telesa, ne. Ta bolečina je najbolj pogosta, ne. Revmatska bolečina ponavadi mislimo na sklepe, ne. Tu pa sta dve vrsti, eno je osteoartroza, ne, to so obrabne spremembe. Te spremembe se pojavljajo s staranjem, ne, in praktično v starosti jih ima kar velik procent starostnikov, okrog 80% ima te sklepne težave. Eden od 10 moških jih trpi povprečno in 1 od 5 žensk. Kar je res pogosto. Ja. To je kar pogosto, s tem, da obstajajo revmatološke vnetne bolezni, kot je revmatoidni artritis in podobno, ne. To pa so druge vrste bolečine, ki se tudi zdravijo različno ene in druge, ne. Tako, v naši oddaji nocoj torej govorimo o bolečinah. Telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na kateri lahko dobite odgovor na svoje vprašanje na temo bolečin. Vsekakor pa bomo v nadaljevanju oddaje govorili tudi o paliativni oskrbi, tako da le ostanite v naši družbi, tisti še posebej, ki vas to področje izredno zanima. Če se mogoče še za trenutek ostaviva naprimer pri osteoartrozi, ki je najpogostejša sklepna bolezen, kot ste rekli, za to bolezen nekako farmakološkega zdravila ni. Ali ta podatek drži ali ne? Za lajšanje bolečine v sklepih seveda so farmakološka zdravila, vendar to niso prva izbirna sredstva, niti sredstva, ki jih jemlješ daljši čas. Za osteoartrozo je pomembno redno vzdrževanje fizične aktivnosti, torej vaje, ki so primerne stanju bolnika, in vzdrževanje dejanske fizične aktivnosti, ker je okornost, ne, tisto, kaj najbolj boli, recimo, to so jutranje bolečine, ne, dok se ne razgibaš. Ko si razgiban, pa so te bolečine milejše. Če pa gre za hujše oblike, pa so potrebne operacije, ne. Kolki, kolena, včasih že menjamo gležnje, ne, ramenske sklepe, ne, to je prihodnost, da bomo imeli vse rezervne dele na razpolago. Ja. Ali vi morda razpolagate s podatkom, koliko ljudi približno v Sloveniji trpi za kroničnimi bolečinami? Jih je veliko? Ja, v sklopu našega Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine smo pred leti naredili anketo, kar precej anketirancev je bilo in je izpadlo, da 23% Slovencev ima kronične bolečine, seveda vsi nimajo hude bolečine, tega je dosti manj. In ta podatek se nekje sklada tudi z svetovnim in evropskim povprečjem. Evropsko je nekje izišlo okrog 21%, ne, tako da Američani so 20% opisujejo, ne, tako da smo tu nekje. In če pogledamo na celoto, je morda ta procent vezan tudi na spol? Ženske trpijo več bolečine, ne, to je dokazano, tudi zaznavanje bolečine pri ženskah je drugače kot pri moških, ne, to je povezano gensko, je povezano s spolom, ne. Tako, mi pa že imamo prvi klic. Dober večer, komu? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Ja, jaz bi pa pozdravila kar obe dve, ker se dobro poznamo. Aha. No, naj jo veseli. Ali imate morda tudi kakšno vprašanje za mojo današnjo gostjo? Ja, jaz bom najprej pozdravila. Jaz sem vaša pacientka, Erika Hajdin. Sem veliko let se zdravila in moram tako reči, da kar rada poslušam in imam kar vse te stvari, ko ste jih vi našteli,
kar na svojem telesu. To je nevropatska bolečina, kronična bolečina, se pravi, imam pa bolezni od multiple skleroze, potem hrbtenica, sladkorna bolezen in še bi lahko naštevala. Tako da malo bi pa rada slišala, če so kakšne novosti, kakšna nova zdravila. Glavnem, jaz se še vedno zdravim z Cymbalto, mi kar deluje v redu, tako kot ste prej rekli, se ljudje bojijo, tudi jaz sem se od začetka bala, ampak boljše to jemati, kot pa trpeti bolečine. Tako, najlepša hvala za klic, gospa Erika. Optimistično naprej bova še dejali, sicer pa so kakšne nove smernice na to temo? Pozdravljeni, gospa Hajdin, me veseli, da se slišimo tudi na ta način, če se ne vidimo ambulanti. In kaj naj vam povem, z tem zdravilom vi kar lepo shajate, zato ga ne bomo še en čas menjali, če pa bo slabše, pa se oglasite ambulanti, da se pogovorimo o drugih možnostih. Tako. Midve pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom, v literaturi sem zasledila podatek, da je velika težava pri obravnavi bolečine tudi to, da je v veliki meri neprepoznana in neustrezno diagnosticirana, kar zlasti velja za nevropatsko bolečino. Se tudi vi strinjate s tem? Ja, nevropatska bolečina je poseben fenomen, ki moraš ugotoviti na osnovi izjav bolnika, na osnovi kliničnega pregleda in včasih določenih testov za ugotavljanje nevropatske bolečine, ker se popolnoma drugače zdravijo od nociceptivne bolečine. Tako bi rekla, da je edina sreča pri vsem to, da zdravniki uporabljajo ta zdravila tudi za nociceptivno. Tako da, če ne ugotovijo natančno nevropatsko bolečino, pa bolniki vseeno dobijo nekaj zdravljenja za nevropatsko že. Drugače pa, če dalj več zdravnikov, govorim zdaj za Slovenijo, to popolnoma razume in se poslužuje testiranj in vprašalnikov za ugotavljanje nevropatske bolečine. Kako pa kaj bolečina posega v kakovost življenja? Že prej ste omenili, da tudi zdravniki, strokovnjaki upoštevate več različnih razsežnosti človeka. So to hude stvari? Lahko bi rekla, da kronična bolečina globoko najeda kakovost življenja. Ne samo trpljenje, ampak kot sem že omenila, motnje spanja, delo zmožnosti, sploh fizične aktivnosti za vsakodnevno delo, druženja z drugimi ljudmi, odnosov v družini, odnosov v službi. Potem se pojavljajo psihične težave, depresije, strah, nejevolja, apatija in to dejansko naredi človeka zelo, zelo nesretno bitje. In kaj storiti v takih primerih? Ko zdravimo vse to, moramo ugotoviti, bolnik mora opredeliti, kaj je njemu najbolj pomembno po eni točkovni kategorični skali. Recimo, če mu je najbolj pomembna bolečina, pa se lotimo vsekakor bolečine zraven vsega drugega. Če pove, da so motnje spanja zelo moteče, pa še spanje reguliramo. Če pove, da mu zdravila ne ustrezajo, da je ogromno neželenih učinkov, gremo v zamenjavo zdravil. Če pove, da je delo zmožnost tisti problem, gremo pomagati ureditev čez socialno službo delovnega okolja, če je možno, kar je danes zelo težko. V glavnem, celostno se mora obravnavati. Če so psihične težave, pa še vključiti druge strokovnjake, da pomagajo pri vodenju bolnika, da mu se dejansko maksimalno pomaga. Sicer pa vemo, da je bolečina subjektiven občutek. In zakaj je pravzaprav tako, da dva človeka enako vrsto bolečine, denimo poškodbo istega živca, porod ali pa morda zobobol, občutita in doživljata povsem drugače? Lahko bi rekla iz več razlogov. Razdelimo pa jih na dve glavne skupine. Eno so zunanji razlogi in drugi so razlogi strani samega bolnika. Zunanji razlogi so kultura, socialno okolje, razmere, dostopnost tudi zdravljenja nekega bolečinskega stanja. Strani bolnika pa so izkušnje, če se že sooči s tako bolečino, ali mu je to prva, potem psihično in duhovno prepričanje, recimo. Tako da
vse skupaj modulira tisto zaznavanje bolečine. Ne. Samo prevajanje v bolečino pa je praktično pri obeh enako. Morda še beseda o pragovih. Kaj je značilno za prag vzdražnosti, prag za zaznavo bolečine in prag za toleranco bolečine? To pa ste zopet v globoki medicini. Dobro, Pa dajmo čim bolj površinsko. Prag vzdražnosti je tisto, ko smo imeli na začetku, da se začne prevajanje bolečinskega impulsa in to je praktično ena fiziološka meritev. Ne? To ni nič takega, kaj bi bolniku koristili. Ne? To je samo tisto, kaj vzdraži živec, da začne z prevajanjem bolečinskega impulsa. Pa ste rekli prag zaznavanja, to je tisto, kaj ko bolnik rata ali oseba rata zavesten bolečine. Ne? To je to. In pa ste rekli prag tolerance. Ne? To pa je zopet, to je raziskovalni termin. Ne? To je tista bolečina, ko jo bolnik več ne more prenašati. Tako da, ko mi pogovorno rečemo, da imaš visok ali pa nizek prag bolečine, mislimo predvsem na tistega, ki se dotika zaznave bolečine? Kaj se dotika zaznave bolečine, to je tisto, kaj je različno, ko ste omenili pred dvemi osebami. Ja? Pa je možno, da se bolečinski prag zvišuje ob dolgotrajni bolečini ali temu ni tako? Ne. Nasprotno, ko nekdo trpi kronično bolečino, pa je sistem za zaznavanje bolečine bolj občutljiv. In se bolečina čuti tudi na manjši dražljaj in se celo lahko čuti bolj močno na taki manjši dražljaj ali se celo pojavi na neboleči dražljaj. Recimo dotik nekoga, samo dotik na koži moti in boli. Ne? Tako da je pravzaprav ravno obratno. Obratno je, ja. Morda kdo lahko rekel. Katere bolečine so pa po vaših izkušnjah tiste, ki so najbolj mučne? Prej sem sicer... Katere? Lastne. Lastne, dobro ste odgovorili. To bo vam vsak ocenil, bolnik, da je njegova, če jih poslačete v vrsto, pa vsak ima en glavobol, en zobobol, en hrbtenično bolečino, en bolečino po operaciji, vsak bo rekel, da je njegova. In če damo v bok še porodno? In porodno tudi. Tudi. Samo v tistih parih urah. Ne? Ja, je res, ja. Potem pa je vsega konec. Če se malce vrneva še k akutni bolečini, pa vzemiva za primer akutno pooperativno bolečino po kakšnem kirurškem posegu, predvidevam, da je slednja nekako pričakovana in se na njo lahko vsaj psihološko pripravimo. Pravzaprav ja, delno. Delno je, mi smo tudi pred mnogimi leti naredili eno anketo med bolniki pred in po operacijo. In smo jih vprašali pred operacijo, koliko bolečine pričakujejo pa po operaciji, pa se ni skladalo. So bile razlike. Tako da ni nekega pravila. Tako da ni enega pravilnega predvidevanja glede tega. No, mogoče so tudi razlogi v tem, da ne samo informiranost o tem, o bolečini nasploh, kako naj jo čutiš, koliko naj jo čutiš, ampak so tudi drugi dejavniki. Recimo dejavniki na čutenje pooperativne bolečine so tudi, sploh če je bila prisotna pred operacijo, koliko je bila olajšana, koliko se je lajšala v času operacije in recimo sam operativni poseg. Lahko je mali, lahko je velik, lahko je tehnika minimalno invazivna, te laparoskopske danes, ko so moderne, te so minimalno invazivne, tako da so ti in seveda ob tem še psihološka pripravljenost. Mi pa že imamo naslednji klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Kar izvolite. Se slišimo? Dober večer. Jaz bi pa rada vprašala, spinalno stenozo imam in me noga skozi dal boli do prstov. In zdaj me zanima, kakšne zdravila bi mi priporočali, da bi kaj ublažili to, da bi pomagali mi kaj. Hvala za vprašanje. Spinalna stenoza povzroča nevropatsko bolečino in verjetno jo vi čutite tudi kot mravljinčenje, zbadanje, pekoči občutki, ki potekajo po določeni progi, po nogi od hrbtenice in taka se zdravi z zdravili, ko se uporabljajo v nevrološki praksi, to so antidepresivi in
antiepileptiki, ne, in psihiatrični praksi. Ne. Tako da včasih bolniki tudi mislite, da vam to pišemo zato, da vam zdravimo depresijo ali kaj drugega, pa ni res. To vam damo za lajšanje bolečine. Ne. In to so zdravila, ki jih poznamo pod imenom Lirika, Neurontin, Cymbalta, Amizol. Nekaj takega je treba pri vas ugotoviti, kaj ustreza glede splošnega vašega stanja in jemanja drugih zdravil, če imate kakšne druge bolezni. Ob tem pa brez zdravil pa pomagajo tudi metode elektroterapije, TENS terapija, ki jo izvajajo tudi po vseh fizikalnih terapijah in v naši protibolečinski ambulanti. Tako, hvala lepa za odgovor. Mi bomo pa sprejeli še en klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Lojska pri telefonu, iz Savinjske kličem, lep pozdrav obema. Jaz imam pa vprašanje. Jaz imam obrabo v ramenih in vratu in kalcinacijo. Zdaj me pa boli, bolečino imam skozi. Gibam lahko, me nič ne, da bi me takrat kaj bolj bolelo. A se da to, ali da kakšne preiskave še dam, pač da me da zdravnica, ali začnem kar tablete jesti, da me bo nehal boleti. Hvala za vprašanje. Sledi odgovor. Zdaj nisem prav razumela, gospod, ona giba, lahko pa jo boli, ne? Tako. Ja, v vsakem primeru je zdaj pomembno, kje čutite bolečino v vratu ali v sami rami, ker če je bolečina zaradi kalcinacije v rami prisotna, pa tu pride v upoštev zopet metode fizikalne terapije z elektroterapijo in blokade v samo ramo. To akutno malo bolj pomaga, ne? Naprej pa se mora nadaljevati s neko drugo metodo zdravljenja. Zdravila za lajšanje bolečine so samo za podporo in tukaj ni treba pretiravati s temi zdravili, uporabljati v glavnem navadne analgetike. Hvala. Tako, mene pa zanima še to, od česa vse zavisi jakost bolečine. Jakost bolečine predvsem ovisi od jakosti dražljaja. To je prvo. Od trajanja tega dražljaja in od tega, kakšna vrsta patofiziološke bolečine je, ne. Če je to nevropatska bolečina, pa je odvisno tudi od razsežnosti bolezni tega živčevja za prevajanje bolečine. Pa bi lahko rekli, da v primeru nekontrolirane bolečine lahko pride tudi do kakšnih zapletov, če ni ustrezno? To mislite pri pooperativni bolečini, ne? Po bolečini po operaciji vsekakor je treba bolečino učinkovito lajšati, zlasti prva 2 dni. Takrat je to najbolj pomembno, ker če ni dobro obvladana, ljudje v glavnem pol ne izvajajo nobene fizične aktivnosti in zaradi tega je možnost tromboz večja, embolij. Razen tega zadržujejo dihanje in zaradi tega lahko pride do pljučnice in zaradi slabe prekrvljenosti nasploh, zlasti v srčni mišici, lahko pride celo do infarkta. Od vsega tega pa tudi prihaja tudi zapleta zdravljenja rane, same kirurške, ne, tako da pride lahko do okužbe rane, do počasnega celjenja. Tako da je res potrebno biti pozoren. Ja, treba jo dobro olajšati, pravim, ne pretiravati dolgo časa, ker to tudi škodi. Ravno če uporabljamo močna morfijska zdravila, je ugotovljeno, da ni dobro dlje časa. Kako bi pa sicer pokomentirali stopnjo ravni obravnave bolečine v Sloveniji? Sedaj, ko vas poslušam, se mi zdi, da je odlično poskrbljeno za to področje. Lahko bi rekla, da je dobro, zelo dobro. Mogoče sem preostra pri ocenjevanju, da bi bilo odlično. Za odličnost bi bilo potrebno imeti na razpolago tudi različne sodobne invazivne intervencijske metode zdravljenja, ki zaenkrat niso pri nas vsesplošno dostopne. So pa dostopne tu in tam, ne. Sicer pa lahko omeniva tudi to, da ste zelo aktivni tudi pri združenju za bolečino v Sloveniji in da ste članica Evropske federacije bolečinskih združenj, kar pomeni, da k nam domov prinašate tudi veliko svežega znanja in novitet
iz tujine. Kako je pa kaj v tujini? Ja, to sem vesela res, da imam funkcijo v tem združenju in da lahko koristim to priložnost, da pomagam kolegom doma, da pridejo v evropske šole, da dobijo specializacije v tujini. Z druge strani pa tudi to združenje nam je omogočilo, da v Sloveniji naredimo eno evropsko šolo, ki jo imamo v Mariboru, na to smo lahko ponosni. Je visoka čast in privilegij, da imaš tako šolo. Slovensko združenje za zdravljenje bolečine pa je lani doseglo svojo 20. obletnico in to smo tudi veseli, da smo v tem času ogromno v Sloveniji dali na področju bolečinske medicine vsem zdravnikom v Sloveniji skozi številna srečanja, skozi številne take strokovne seminarje, tako da večina specialistov drugih strok, ne samo anesteziološke, tisti, ki delamo proti bolečinskih ambulantov, že lahko naprej sami izvajajo takšno usposabljanje brez naše pomoči. Sicer ste pa tudi predavateljica na Mariborski medicinski fakulteti. Kakšno je delo s študenti? So zagnani, jih anesteziologija, zdravljenje bolečin zanima? Je interes? Ja, zdaj je tako, na medicinski fakulteti v Mariboru je redni predmet anesteziologija z reanimatologijo, kjer dobijo tudi delež o bolečinski medicini, o olajšanju akutne in kronične bolečine. Vendar smo imeli tudi to srečo, da je ta fakulteta toliko mlada in toliko ambiciozna, da je sprejela, da imamo tudi izredna predmeta, dva, ena prav o olajšanju bolečine in drugo o paliativni medicini in oskrbi. In interes študentov je dober, enako tako so dobre ocene tega predmeta. Zelo me veseli, tako da se nam za prihodnost tega področja vendarle ni potrebno bati. O paliativni oskrbi bova nadaljevali najin pogovor, še prej pa bomo dali besedo nekomu izmed vas. Kdo nas je poklical? Dober večer. Ana. Dober večer. Dober večer, kar izvolite. Jaz imam obolenje iščesa, vnet, živec na levi nogi in me tako boli. Halo? Ja, Poslušamo. poslušamo. Kar izvolite. In sem dobila tablete Movalis. In imam še cisto pod kolenom. 10 centimetrov veliko cisto. Kaj mi svetujete tole? Za cisto morate, to je Beckerjeva cista, ki je lahko posledica te projekcije bolečine, ampak tudi dogajanja v sami kolenski jami. In zato se morate obrniti na ortopeda, če je cista prevelika in pritiska v tistem predelu, bodo vam jo punktirali ali odstranili. Za sam iščes pa je zaenkrat primerno zdravilo Movalis, če ne smete jemati drugih zdravil. Tako. Hvala lepa za klic, hvala za odgovor. Midve pa, če nadaljujeva s paliativno oskrbo, mora biti za vse, ki jim ta pojem še nekako ni blizu ali jim ni znan, kaj označuje ta besedna zveza? To je ena celostna oskrba bolnikov, ki imajo kronično neozdravljivo bolezen, ki napreduje. Namen je dejansko izboljšati kakovost življenja skozi podporo za vse simptome, ki jih bolnik trpi, ki so lahko fizični, torej telesni, bolečina, slabost, bruhanje in podobno, psihični zaradi trpljenja takega kroničnega stanja in neizvestne prihodnosti, zaradi socialnih in ekonomskih težav ter duhovno trpljenje je tudi prisotno. Zato pri teh bolnikih govorimo ponavadi v napredovali bolezni o eni totalni bolečini. Ne kronični, ne akutni, ampak o eni totalni bolečini, ki je skupek vseh teh razlogov. Ali je veliko tovrstnih bolnikov? Ja, ki potrebujejo to kot oskrbo? veste, kroničnih bolezni je ogromno, ne samo onkoloških, ampak tudi neonkoloških, to so različne nevrološke bolezni, kronične pljučne, kronične srčne bolezni. To je nekaj, kar narašča seveda starostjo populacije in prihodnosti lahko pričakujemo tega še več. Pravijo, da rak ne izbira.
ne prizadene le starejših, ampak tudi vedno mlajše, tako da predvidevam, da tudi paliativne oskrbe ni deležna samo in zgolj starejša populacija. Kakšne so vaše izkušnje? Paliativna oskrba je res za vsakega, od otrok pa do starostnikov, starejših starostnikov, to smeni tistih okrog 100 let, ne, na 90 let. Ne. Tako da tu ni neke starostne meje, kdaj se začne s paliativno oskrbo. To lahko imajo tudi otroci že kar hitro se začne, ne, s potrebo, če so take bolezni, ne, in pol skozi vse starostne skupine naprej. To je dejansko za vsakega, ki ima neovladane simptome, ki potrebuje takšno podporo, in tu moram še povedati, da ne gre samo za bolnika, ampak za celotno družino, to jemljemo kot enoto. Kaj vse je potrebno upoštevati pri oceni bolnikovega stanja, ko se odloča, ali je kandidat, če lahko temu tako rečem, za paliativno oskrbo ali ne? Tako bom rekla, ko ti diagnosticirajo komorkoli eno kronično bolezen, ta je že kandidat za paliativno oskrbo, ker ta paliativna oskrba ne pomeni, da bolnik potrebuje pomoč samo, ko je bolezen hudo napredovala, ko več ni možnosti aktivnega zdravljenja. Ta paliativna oskrba se začne zelo zgodaj, ko se pojavljajo že prvi simptomi, bodisi bolečina, bodisi nezmožnost uporabe prehrane normalne, slabost, bruhanja, karkoli takega. Govorimo o podporni paliativni oskrbi. Ta je prisotna praktično skozi aktivno zdravljenje bolnika skozi. Kakor bolezen napreduje, pa se stopnjuje potreba po ukrepih za paliativno oskrbo in manjšajo ukrepi aktivnega zdravljenja, kar je recimo nasprotno temu, ko je v začetku kronične bolezni. Kdo je tisti, ki dejansko presodi, ali bolnik potrebuje paliativno oskrbo in kakšna je pot do začetka njenega izvajanja? Kje se lahko te zadeve sploh uredijo, da stečejo? Je prva postaja splošni zdravnik ali kako drugače? Ja. Osnovna paliativna oskrba se izvaja kjerkoli, tudi v splošni ambulanti medicine, kot v vseh zdravstvenih zavodih, drugih stacionarnih bolnišnicah in tako naprej. S tem, da je ta del celostnega zdravljenja. In to znajo vsi zdravniki, vse medicinsko osebje, podporno, medicinske sestre in drugi, ki sodelujejo v oskrbi bolnika. Odloči pa se za paliativno oskrbo v ožjem smislu sam bolnik ali pa lečeči zdravnik, katerikoli. In kako se potem pot nadaljuje? Če je potrebna specialistična paliativna oskrba, to se pomeni, da bolnik ima neobvladane simptome bolezni, za katere so potrebni posebni ukrepi, bodisi zdravljenja bolečine, bodisi zdravljenja slabosti in bruhanja, bodisi zdravljenja šibkosti, kaheksije, rečemo tudi zaradi izčrpanosti in neježnosti. Takrat se vključijo timi za paliativno oskrbo oziroma specialisti, ki so različni v zdravstvenem sistemu, ne samo zdravniki, ne samo medicinske sestre, ampak tudi klinični psihologi, socialni delavci, dietetiki in marsikdo drug. Tako, če imate tudi vi kakšno vprašanje na temo paliativne oskrbe, nas še vedno lahko pokličete v studio. Naša oddaja Halo zdravnik poteka v živo in vas čakamo na telefonski številki 02 620 3737. Kam pa segajo začetki paliative na Slovenskem? Na Slovenskem? Ja. Na Slovenskem je nekje iniciativa za paliativno oskrbo se začela okrog preloma 19. oziroma 20. v 21. stoletje, tam 90. let, z ustanovitvijo Agencije za razvoj paliativne oskrbe, ki je bila podprta strani Soros fundacije. Ta je bila v Ljubljani, dr. Lundrova je tamle delovala in smo imeli tudi en taki prvi sestanek, ko smo povabili javni forum v Ljubljani, ko smo povabili tudi ministra za zdravje takratnega,
da nam se pridruži in da smo orisali probleme, koliko je to potrebno kot organizirana celostna specialistična paliativna oskrba v Sloveniji. No, potem se je stvar nekako premaknila, ministrstvo se je tudi angažiralo in poskušalo enih, mislim, kakih 6 let narediti nacionalni program, ki smo ga dejansko pol spesnili 2010. Ko ga je tudi Državni zbor in parlament sprejel kot nacionalni plan in so se postavile smernice za pilotsko študijo in za naprejšnjo uvajanje po tem nacionalnem planu. Kaj pa sicer paliativa kot taka v svetu? Nasploh, tako? Ja, zdaj, paliativa se je začela z gibanjem hospic. Hospic gibanje pa je bilo praktično že v srednjem stoletju kar razvito, za romarje predvsem, po cerkvenih zavodih bi rekla največ, ne. Sodobna pa se je začela praktično nekje 1947 je dame Cecily v Londonu prvič ustanovila en taki sodobnejši hospic, to je na evropskih tleh, drugače pa v Ameriki je tudi ena zdravnica napisala knjigo Smrt in umiranje in je osvetlila problem reševanja enega in drugega. To je bilo okrog leta 1960 in se od takrat tudi v Ameriki zelo začela razvijati paliativna medicina in oskrba. Sam izraz paliativna oskrba pa praktično izhaja iz Kanade. En kanadski onkolog, Mount mu je ime, je ta izraz udomačil, ki se je pol Prijel tudi pri nas. Prijel vse po svetu. Ja. Ja. Kateri so tisti glavni simptomi, ki jih ustrezna paliativna oskrba lahko blaži ali celo odpravi? Že prej ste jih nekaj našteli. Ja, praktično bi rekla vsi neobvladljivi, ki so potrebni za specialistično obravnavo. To so predvsem neobvladana bolečina, slabost in bruhanje, delirij, dihalna stiska, neješnost, nespečnost, potem socialni problemi bolnika, duhovni problemi bolnika in družine. Ne? Tako, mi pa imamo telefonski klic. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Pozdravljeni, kar izvolite. Jaz bi pa prosila, gospod doktor, a veste, kaj imam težave z želodcem, ko jaz nekaj popijem, se mi to priliva sem pa tja, ko bi imela 2 prekata. In je to tako mučno, da pa sem že zdravnika svojega vprašala in me nič ne more svetovati, kaj bi bilo. Hvala za vprašanje. Ja, to je problem notranjih organov, mogoče izvira iz preponske kile. Tako da bi bilo dobro, da greste enem kirurgu torakalne kirurgije, da pogleda, če imate to stanje, ne? Ali pa gastroenterologu. Zahvaljujem se vam za odgovor v imenu naše gledalke. Tako, mi pa če nadaljujeva s temo paliativne oskrbe, tukaj se je vsekakor potrebno dotakniti še pomena farmakoloških sredstev, ki so na voljo, pa morda tudi o oblikah doziranja, da so bolniku čim bolj prijazni. Zdaj, najbolj enostaven in priporočen oblik jemanja zdravil je skozi usta. Vendar, ko smo že omenili te simptome, pogosto pride, da bolnik tega ne more uporabljati. In da ima več simptomov hkrati celo, ne. In takrat se poslužimo v napredovali bolezni dovajanja zdravila pod kožo in to trajno, ne. To trajno dovajanje zdravila pod kožo se lahko naredi z različnimi pripomočki, črpalkami, ki so lahko mehanske ali v Sloveniji zelo uveljavljeno. To smo mogoče unikum v
vsaj v balkanskih državah, drugje tega nimajo. To so elastomerne črpalke, ki so medicinsko nabavljiv material, popolnoma krit strani zavarovalnice, uveljavljeno v zdravstvenem sistemu in to zelo dobro funkcionira pri takih bolnikih. Tu lahko zmešamo zdravila za bolečine, proti slabosti in bruhanja, proti nemiru, za boljše spanje, tako da res ogromno na en način bolniku zagotovimo dobrega. Odlično. Torej, telefonska številka 02-620-3737. Nekaj minut nam je še ostalo, da lahko moja današnja gostja odgovori tudi na vaše vprašanje, ki vas pesti na temo bolečin in paliativne oskrbe. Že prej ste omenili pestrost paliativnega tima, če se lahko tako izrazim. Kakšen je pomen dobrega sodelovanja in pretoka aktualnih informacij? Ja, zelo je to pomembno. Tim mora biti usklajen, informacije morajo biti vsem znane in vsak mora narediti svoj delež strokovnega dela. Kaj pa bolniki? Je pomembno, da tudi oni nekako sodelujejo v tem poteku oziroma da vsaj skušajo biti dojemljivi in so pripravljeni sprejeti ponujene možnosti? Ja, bolniki in družina morajo biti pripravljeni na to sodelovanje, ker njihove informacije so osnovne, kaj nas vodi v našem strokovnem ukrepanju. In kadar gre za paliativno oskrbo bolnika, predvidevam, da lahko v večini primerov poteka na domu ali tudi v bolnišnici? Takšna oskrba mora potekati neprekinjeno, kjerkoli se bolnik nahaja. Tako da se lahko nahaja v bolnišnici, na domu ali pa v domu za ostarele ali drugi ustanovi. Vse povsod mora biti dosegljiva in enkrat, ko začnemo tako oskrbo, smo dejansko povezani z izvajalci v teh drugih ustanovah, ne samo v bolnišnici. V tovrstnih paliativnih timih je veliko vas strokovnjakov, pa vendar se lahko pridružijo tudi kakšni laiki in prostovoljci. So zaželjeni? To je zaželjeno. V Sloveniji seveda to še ni dobro razvito, kot je v drugih državah. In pri tem recimo zelo veliko vlogo igra pri nas hospic, ki poučuje laike in sam ima za izvajalce in pomoč pri paliativni oskrbi strokovnjake in laike. Ali je hospic dobro nekako razmrežen po celotni naši državi ali so njihove točke samo v večjih slovenskih mestih? Hospic se zelo dobro razmreži po celi Sloveniji, tako da ta dejavnost je na lepem nivoju, ni samo v velikih mestih. Tisto, kar pogrešamo mogoče v večjih mestih, je, da imamo stacionarne hospica. Tako, mi pa imamo še en klic. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Verjetno imamo nekaj težav s povezavo. Halo? Ja, dober večer. Ja, se čujemo. Se slišimo. Kar povejte. A veste, kaj mene zanima? Jaz imam artrozo na obeh rokah, na prstah. Potem sem bila operirana na 4. in 5. vretencu na križu in nevropatijo. To se pravi, bilo mi je tudi v Ljubljani preiskano, da imam premalo dlačic na živčevju. Imam pa velikrat zelo močne bolečine. Ampak me nekaj zanima. Dala sem jaz prošnjo za zdravilišče in sem dobila odbito, ker imam kronične bolezni in to že kar dolgo. Že lahko rečem več kot 20 let. In sem dala ponovno pritožbo in sem spet dobila odbito. Daj mi pa povejte, a res mi kronični bolniki nimamo pravice do tega zdravljenja? Za odločitev za zdravljenje v balneoloških središčih je odvisna dejansko komisija, ki ocenjuje potrebo po izboljšanju stanja funkcioniranja bolnika in ponavadi to dejansko gre bolj za bolečine po operacijah ali okrevanje po določenih zdravstvenih zapletih.
In kronična bolečina, ki je prisotna kot stalna in obvladana z zdravili, ponavadi ni indikacija, koliko je meni znano za to, vendar bi vam priporočala, da poiščete društvo za bolnikov s kronično bolečino in mogoče skozi društvo poskušate doseči kaj več. Hvala lepa za odgovor. In če se morda ustaviva še pri tem, kako je za paliativno oskrbo poskrbljeno prav v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Predvidevam, da že zaradi vas je veliko posluha na to temo, da pomagate našim občanom. V UKC-ju praktično 5 let deluje enota za paliativno oskrbo in letos je prišlo do enega premika z aktivnostjo našega oddelka za onkologijo, da enota sodi pod oddelek. In bo v kratkem tudi začela delovati ambulanta za paliativno oskrbo, s čem bomo dejansko izboljšali povezavo med izvajalci izven bolnišnice in v bolnišnici in za bolnike, ki bodo tudi obravnavani ambulantno. V sami bolnišnici pa delujemo skozi razdelitev področij, oddelke v bolnišnici. Imamo eno specialistko paliativne medicine, ki je to specializacijo naredila, torej je zelo usposobljena za to, v tujini je to naredila, in druge zdravnike, ki so pridobili dodatna znanja iz tega področja, enako tako medicinske sestre, socialne delavke in klinični psiholog. Tako da po potrebi lahko pridobimo še duhovnika in zelo tesno tudi sodelujemo s hospicom, ki deluje v bolnišnici in izven nje. Pa bi lahko rekli, da je povpraševanje oziroma potreba po paliativni oskrbi iz leta v leto večja? Je, ta potreba narašča, zavest, da lahko dobiš dodatno zelo dobrodošlo koristno pomoč, je tudi bolj prisotna in bo ta potreba še naraščala. Kako je pa kaj z ozaveščenostjo ljudi? So pripravljeni, so odprti do paliativne oskrbe? So, čedalje več vprašanj, kako priti do nje, kako se na koga obrniti v bolnišnici ali izven bolnišnice, tako da bolniki postajajo zelo dobri koristniki tam, kjer je to treba. Ali je paliativna oskrba mogoča, če si jo želijo svojci, sam bolnik pa ne? To je težko vprašanje, težko odločitev. Vsekakor je v taki situaciji možen pogovor z obemi in dogovor. Tako, jaz se vam najlepše zahvaljujem, ker ste si vzeli čas in za vse koristne in bogate informacije, ki ste jih podelili z menoj in vsemi gledalci naše televizije. Želim vam še veliko veselja in uspeha pri vašem delu in upam, da se še kdaj srečamo pred kameri našega studia. Hvala, me veselilo. Hvala lepa. Tako, danes smo v oddaji Halo zdravnik govorili o bolečinah in paliativni oskrbi. V studiu sem gostila primariko docentko doktorico Nevenko Krčevski-Škvarč, doktorico medicine, specialistko anesteziologije iz ambulante za zdravljenje bolečin in paliativno oskrbo UKC Maribor. Ob istem času na istem televizijskem kanalu pa se nam pridružite tudi prihodnji četrtek, ko bomo govorili o motnjah srčnega ritma s predstojnikom oddelka za kardiologijo UKC Maribor, docentom doktorjem Franjem Nadžijem, doktorjem medicine, specialistom kardiologije. Želim vam prijetne dni in lep začetek zimskih počitnic za vse, ki si jih boste lahko privoščili. Lahko noč!